Živjo. Pri založbi Cicero je izšla knjiga Hitri po 50. Joeja Freela, priznanega ameriškega trenerja vzdržljivostnih športnikov, tekačev, kolesarjev in triatloncev. V njej Freel razloži, kako je procese staranja možno preprečiti, upočasniti oziroma celo obrniti v drugo smer. Kako? Z vztrajno in dovolj intenzivno vadbo. Znanstvene raziskave namreč dokazujejo, da je dovolj intenzivna vadba v telesu sproža procese, ki so nasprotni procesom staranja. Uporabi ali izgubi, pravi Freel, ki je pri svojih 72 letih še vedno aktiven športnik. Danes se bom sprehodila z Bogdanom Kozino in ga povprašala, kako on kljubuje procesom staranja. Oči, živjo? Ja, zdravo. Povej mi, prosim, kakšen je tvoj teden? S kakšnimi športi se ukvarjaš, kako pogosto in kako jih razporediš čez teden? Ja, po 50 letu starosti sem se začel malo bolj rekreativno ukvarjati s športom in sicer največ tečem. Tako da tedensko pretečem približno 40 km, 3-krat na teden treniram. Potem med tednom tudi grem vsaj enkrat ali 2-krat plavat in to kar intenzivno, tako da preplavam uri pa pol, 3,5 km najmanj. In če se le da, grem tudi enkrat na teden v hribe, torej mi tukaj na Primorskem nimamo velikih hribov, grem na Slavnik, to je na intenzivno hitro hojo ali tek, če se da. Tako da sem zadovoljen z svojo rekreacijo. Torej, če povzamemo, v enem tednu pretečeš med 40 in 50 km, preplavaš 7 km in vsak teden greš v hribe. Kaj je tvoje mnenje? Ima Freel prav? Avtor trdi, da se proces staranja po 50. letu za intenzivno vadbo upočasni. Jaz mu verjamem, nimam sicer dokaza, ampak iz lastne izkušnje se mi zdi to kar zelo resnično. Jaz se dobro počutim, ker skoraj vsak dan sem aktiven zelo in zato se fizično in psihično dobro počutim. Staranje samo po sebi torej ni razlog za naše pešanje. V knjigi Hitri po 50. pa lahko poiščemo mnogo nasvetov in spodbud.